tokrat občinskem informatorju. Poplavna zaščita v Mariboru se ne bo izvajala. Družili smo se na posestvu Valdek Pesnici. Razprava o vključevanju skupnosti v zeleni prehod v občini Huče Slivnica. Društvo Gospodin Vitomarci priredilo tradicionalno velikonočno razstavo. Občina Muta s socialnim programom za pomoč občanom. Višja šola za gostinstvo in turizem Maribor se zahvaljuje delavcem v turizmu. Lepo pozdravljeni. V Mariboru je leta 2012 prišlo do večjih poplav in tedaj so se pojavila glasnejša razmišljanja o potrebnih protipoplavnih rešitvah. Mestna občina Maribor je s strani Direkcije Republike Slovenije za vode prejela obvestilo, da se poplavna zaščita na območju Malečnika, Zrkovci in Dogoš ne bo izvajala. Direkcija Republike Slovenije za vode ni pridobila potrebnih zemljišč krajanov, pravzaprav nobenega. Bilo je tudi izredno nasprotovanje tako krajevne skupnosti Malečnik Trčova, kot tudi mestne četrti Brezje, Zrkovci, Dogoše. Evropska sredstva so zagotovljena, zato je na tem mestu priznal, da gre za velik porast, tako za občino kot državo. In kakšen je razlog, da krajani niso pristopili k podpisu pogodb? Niso jih za strokovnimi argumenti in projekti niso prepričali, da so ti ukrepi primerni. Se pravi, protipoplavni nasipi in zidovi so ljudje prepričani, da jih ne ščitijo. Očitajo tudi, da vzdrževalna dela niso bila izvedena v obsegu, kot bi morala biti. Mestna občina Maribor je zavzela stališče, da ne bo predlagala razlastitve v skladu z veljavnim prostorskim aktom, kar bi lahko. Na koncu gre za zaščito ljudi, se pravi, ne gradimo neke infrastrukture, ampak delamo zaščito za ljudi, ki so tudi lastniki zemljišč, zato je tudi nesmiselno, da bi izvajali razlastitve, kar bi tudi lahko. Na občini bodo izdelali pregled vseh projektov, saj je želja, da ljudje zaščitijo. V krajevni skupnosti Malečnik Ruperče so na težavo v preteklih letih večkrat opozarjali. Mi vztrajamo na tem, da je treba to Dravo končno očistiti. Na brežine vsa leta niso bile vzdrževane, to je zelo žalostno in vztrajamo na tem, tista prva faza, ki je napisana v projektu, se mora izvesti, ker je Drava popolnoma zasuta, prod, tisti mulj so odstranili, pravijo proda pa ne smejo izvoziti zdrave. Vztraja, da je potrebno prod odstraniti, da Drava ponovno dobi prvotno vlogo. Poplave pred leti so naredile veliko škodo. Imamo kar precej teh podjetij, ki so bile poplavljena, vendar se na toj osnovi ni naredilo kaj dosti. Projektant, ki je prišel s temi papirji oziroma s temi projekti, je seveda vztrajal na svoje in seveda zagovarjal stroka, to je stroka in to smo že poslušali kar nekaj časa, ampak stroka, seveda mora biti stroka na prvem mestu, vendar dajmo priti na teren. Projektanti so zapisali te projekte v pisarni. Zaščitili naj bi le 2 hiši. Pričakujejo, da bodo naredili korak naprej, jih obiskali in se z njimi pogovorili o možnostih. Jaz sem tam 50 let, so še starejši, navajeni poplav, vode, vse mogoče. Ampak to, kar so pa nam zdaj oni naredili, to pa nima nobenega smisla. Škoda, mi smo zatem se odločili reči nič kot pa to. Strah prebivalcev je ogromen. Do neke rešitve moramo priti, ker tako stanje, kot je zdaj, je nemogoče. In se samo bojim, da bo to prve večje naliv, ko bo prišlo ali večje poplave, bo stanje katastrofalno. Evropska sredstva so izgubljena, a na občini so prepričani, da se lahko nova sredstva najdejo in prav tako, da se lahko najde rešitev, ki bo občanom ustrezala. Posestvo Valdek, ki se nahaja v Jarenini, je nekoliko drugačna kmetija, kjer v sožitju živi vrsta živali. Vse živali so družinski člani, vsak ima svoje ime in vsi so vsak dan deležni posebne pozornosti. Družina se je pred leti iz mesta preselila na podeželje, saj so si želeli sobivati z živalmi. Pa najprej pridružili islandski konji, ki jih je sestra že prej za njih skrbela drugje. Potem smo pa kmalu še dobili himalajske kozice, ki so zdaj tudi že stare 12-13 let. Če jih je bilo sprva le nekaj, je danes število precej višje. Trenutno imamo okoli 50 živali, največji so torej konji, potem imamo 15 osličkov, lame, alpake, koze, ovce, 2 pujsa, pse, mačke, kokoši pa račke. In zanimivo je, da ima čisto vsaka žival svoje ime. Vsak ima svoj karakter, tako da mora imeti tudi vsak svoje ime. Kako pa torej izbirate imena? Kdo odloči? Imate žrebanje? V bistvu sem kar jaz ponovadi glavna. Nekateri so že prišli z imeni, precej oslov, pa tistih, ki so se tu skotili, pa ima ime osel v različnih jezikih.
Tako da recimo imamo tukaj je zdaj zadaj viri, v gruziščini pomeni osel, potem imamo še tukaj samarje v madžarščini, potem imamo tam punda v svahiliju. Pove, da imajo ljudje o oslih pogosto napačne predstave. Ljudje mislijo, da so osli trmasti, leni pa neumni. Ne? Zdaj, osli so precej bolj pametni od konjev, imajo tudi večje možgane. Tako da recimo naš Vinko, če so kje kakšna vrata slabo zaprta, bo on najprej ugotovil. Niso trmasti, ampak delajo samo v svojo korist, ne? Torej naredijo to, kar njim paše. In ravno oni so tisti, ki se zjutraj prvi oglasijo. Tako da je treba hitro poskrbeti za vse tam, ko se zdani, no, je treba jih nahraniti, treba jim je očistiti izpuste, ker pač nobena žival pri nas ni v boksih oziroma zaprta v hlevu, tako da jim je pač treba očistiti njihove prostore, jih nahraniti in to traja 2-3 ure, da vse porihtaš. Sredi dneva osli dobijo slamo, konji prehranske dodatke, ostali pa hrane ne potrebujejo tako pogosto. Čim večkrat poskušajo živali peljati tudi na sprehod. Za delo poprimejo vsi člani družine. Živali so precej nagajive in tako radovedno so preverile, kaj počne naša snemalka. Vinko, sem pridi. Vinko! Od lanskega leta z veseljem sprejemajo tudi obiskovalce, ki pa se naj na obisk predhodno najavijo. Trenutno ponujamo vodene oglede kmetije, zato ker pač samih ljudi ne moremo kar tako spustiti noter. Torej vodene oglede, potem imamo kakšne bolj tematske delavnice, otroške rojstne dneve organiziramo. Imeli smo že tudi recimo dekliščino, so prišle punce presenetiti nevesto, pa smo Nodija sprehodili naokoli. Anekdot je ogromno. Nazadnje se je k njim pritepel muc, ki se je odločil, da bo živel pri njih. In od prvega dne se obnaša kot pravi mačji kralj. Zdaj se ravno ne vidi, ampak imamo novo ograjo, zaradi tega, ker ko so bile stare smrekove deske, so konji našli najšibkejše deske in so jih redno lomili, tako da nikoli nisi vedel, če prideš skozi vrata ali bojo konji na pašniku in vsi ostali ali ne, tako da smo jih dostikrat lovili tudi po noči. Drugače pa, recimo, ravno kar mi je ovca šla skozi vrata in jo moram zdaj iti nazaj spraviti, ker se dere, ker pogreša svoji 2 prijateljici. Dela zagotovo nikoli ne zmanjka. Ana prizna, da je super, ker so cele dneve na svežem zraku in predvsem v dobri družbi. Mi se imamo vsi skupaj radi, se razumemo in včasih se tudi skregamo, ne, tako v vsaki družini, ampak luštno je, no. Jareninčani so jih navajeni in zelo radi pridejo na obisk. Na posestvu pa sicer razmišljajo o novih vsebinah, ki bi jih lahko ponudili obiskovalcem. V mislih imajo tudi to, da bi na trgu ponudili prenočišča. Zavod Pipje v občini Hoče - Slivnica organiziral razpravo o vključevanju skupnosti v zeleni prehod. Dogodek je izhajal iz predpostavke, da bodo prizadevanja lokalnih skupnosti v Sloveniji in Evropski uniji pomembno vplivala na uspešnost doseganja podnebnih ciljev. Lokalne skupnosti zagotovo vplivajo na uspešnost doseganja podnebnih ciljev. V občini Hoče - Slivnica se je odvila razprava o tej tematiki in dotaknili so se tudi vprašanja, kako zagotoviti pravičen zeleni prehod. Pravi, kako voditi politike na način, da bodo ljudje, ki se jih te politike tičejo, vplivajo na njihovo življenje, šli skozi ta prehod z čim manj težavami. Ljudje premoremo različna znanja in ta so dragocen vir informacij in predlogov. In kako lahko pri prehodu pomaga lokalna skupnost? Z sredstvi, ki jih imajo na voljo, oziroma sredstvi, ki jih lahko pridobijo na različnih razpisih Evropske unije, tudi nacionalnih razpisih, lahko pomagajo ljudem pri subvencijah, ko recimo gre za prehod na vire energije, torej ogrevanja, naprimer, iz fosilnih goriv na toplotne črpalke, na sončno energijo. To pomeni, da ljudje celotnega bremena ne nosijo sami. Pomembna naloga občin pa je zagotovo tudi ta, da ljudi ozaveščajo. Podžupanja občine Hoče - Slivnica je predstavila, kako k ciljem prispevajo v občini. V preteklosti, v letu 2009, smo prvi pasivni vrtec zgradili v Rogozi, tako da vse nadaljne gradnje, ki smo jih izvajali v naši občini, od večnamenske dvorane v Bohovi, vrtca v Slivnici, Hočah, obe šoli, ki se sedaj renovirata oziroma dograjujeta.
Vse delamo kot v smeri pasivne gradnje oziroma do nič energijskih stavb. V razpravi so sodelovali tudi obiskovalci, ki so poudarili, da je pomembno, da z zelenim prehodom začnemo vsak pri sebi v svojem gospodinjstvu. Nujno je tudi, da so vključeni mladi, saj bodo oni tisti, ki bodo živeli z odločitvami, ki jih sprejemamo danes. Želimo vedno ozaveščati, želimo vedno premikati te meje zelene politike, želimo vedno potegniti oziroma prekoračiti to mejo in temeljimo oziroma pušati nekako k bolj ambicioznim politikam. Pogosto menijo, da niso slišani. Kot primer lahko dam naš zadnji protest. Takrat smo sicer skupaj z podnebnimi skupščinami, ki smo jih spostavili, kjer so lahko vsi prišli in se pogovorili o teh naših zahtevah. Potem smo te naše zahteve poslali vsem županom po celi Sloveniji in smo dobili okoli 10 odgovorov. Najtežje bo zagotovo ranljivim skupinam. Da morajo tisti, ki bodo najtežje nosili breme prehoda, imeti še posebej podporo občin, države, Evropske unije. Ne sme se pač zgoditi, da bi to breme jih spravljalo v nek položaj, ki ga ne bi zmogli. Ne bi rekla, da je za njih to težje. Mislim, da so prav tako kot mi navezani na slovensko naravo. Vejo, da je Slovenija nek naravni biser. Je pa izredno potrebna tukaj medgeneracijska solidarnost. Morda je težje zato, ker starejši ne zaupajo mladim ali mladi ne zaupajo starejšim. Želja je, da se najde v skupnosti tudi skupina ljudi, ki je ranljivejšim skupinam pripravljena v tem trenutku. Seveda pa stremimo k povezovanju med občinami na regijski ravni, da se bo ta situacija tudi izboljšala. Tako da mislim, da imamo vse upe, da se pravilno poskrbi tudi za ranljive skupine. Razprava je bila del serije dogodkov, ki so jih v zavodu PIP poimenovali Evropski pikniki in jih izvajajo v okviru projekta Evropa na našem pragu. Članice društva Gospodin Vitomarci so na Cvetno nedeljo priredile tradicionalno velikonočno razstavo kulinaričnih in ročnih izdelkov, v katero so vložile več ur svojega časa. Izpod rok kreativnih gospodinj so nastajali velikonočni izdelki iz testa, blaga in drugih materialov. Ta razstava je nastajala okrog 2 leti, od lanskega leta smo našivavali pa to, te pa smo zdaj delali v kratkem, kaj je iz testa. Gre za tradicijo, ki so jo po 2 letih zaradi epidemije znova obudile. Ustvarjale so doma in na delavnicah. Ljubezen do ustvarjanja pa je tista, ki jih žene, da v kraju poskrbijo tudi za pestrost dogajanja. To moraš imeti prirojeno, da lahko to delaš, ne. Tako da veliko članic so zelo pridne, lepo ustvarjalne, skupaj se zmenimo, zdaj bomo to, zdaj pa ono. Jaz sem bolj ljubiteljica blaga, rada kaj ustvarjam. Tudi prtička, ampak bolj tiste punčke, pa pirhe, ker s križcem delam, pa slike z blagom. Znanje so pridobile od svojih prednikov. Tega zdaj rade prenašajo na mlade. To sem jaz od soseda. Mislim, ko sem jaz že tako stara, jaz se nisem učila tega v šoli. Pač pa mi je tam soseda pokazala in to sem jaz pol začela in pol je pa tako to. Pa sem to začela na hčerki prenašati, no pol pa smo se združile s temi ženskami in to pa sem jih jaz pač učila, kako sem videla, ne. So pa ob tem članice izpostavile, da si v prihodnje želijo več obiskovalcev. Saj veste, lepo je, če nekdo opazi in prepozna trud in doprinos, ki ga človek prispeva kraju. Na občini Muta prisluhnejo občanom pri njihovih stiskah. Sploh v tem času, v katerem je epidemija posegla tudi v finančno in socialno stanje marsikatere družine in posameznika. Občani, ki so v stiski, se lahko obrnejo tudi na občino in občinsko upravo, je v oddaji Na glas na naši televiziji povedal župan Mute. Vedno, sploh pa zdaj, ko sedanje stanje vpliva na človeka tudi iz finančnega vidika, se lahko občani in občanke Mute obrnejo po pomoč tudi na občino. Ena primarnih nalog je zagotovo vsake občine, tudi naše, da prisluhnemo tudi stiskam problemov občanov, ne samo v tem tehničnem smislu, ko skrbimo za stanovanja, za ceste, za lokalno ureditev, za trška jedra, kot se temu reče, ampak tudi in predvsem za tiste, ki so pomoči potrebni. Številni so, ki so morebiti izgubili službo, ki so brez dela,
ki nimajo rešenih stanovanjskih težav ali ki imajo mlade družine, številne otroke in odhajajo v vrtec, odhajajo v šolo. Vse to se na občini srečujemo, tudi z ustreznim razumevanjem, tudi z ustrezno pomočjo. Na občini imajo zagotovljena sredstva za različne subvencije. Socialni program Mute je vreden zagotovo okrog 400 000 evrov. Socialni program v smislu tistih vsem subvencijam pomoči, kot govorimo o najemnin stanovanjem, od pomoči pri subvencioniranju ceni vrtca, ekonomski ceni vrtca je bistveno višja, kot pa jo plačujejo starši. Potem pa seveda tudi starejši. Mi imamo preko 30 občanov, ki so v domovih za starejše in v večini tem znaten del subvencioniramo njihove najemnine oziroma stroški bivanja v domovih, tako da je kar veliko tega obveznosti. Skrbijo pa tudi za mlade družine. Kot občina prijazna invalidom pa odpravljajo tudi težave invalidov. Ta listina občina prijazna invalidom je krona vseh dogajanj bila predtem, pa ne gre samo za odpravo arhitektonskih ovir, številnih drugih ukrepov in moja občinska uprava je vlagala veliko truda na tem področju. Tudi moram reči iz tega mesta zahvala društvu upokojecom, posebej pa društvu invalidov na Muti, ki so prepoznali določene probleme, izzive, naloge in smo se jih tudi skupaj z njimi lotili in v dobršnem delu tudi odpravili. To pa ne pomeni, da smo vse probleme odpravili, delamo veliko tudi naprej, predvsem pa je pomembno, da imamo v večini del javnih površin, javnih objektov dostope za invalide urejene, zunanje ureditve po prehodih za pešce, pločnikih enako. Več kot leto dni pa na Muti deluje tudi Prostofer. Pomoči tistim našim občankam in občanom, ki so bodisi sami, starejši, bolani in ne morejo ne do zdravnika, ne morejo do lekarne ali pa tudi preprosto do trgovine. Tukaj pomagajo pa tudi naši občani, upravljajo prevoze brezplačno in lahko samo delim osebno zadovoljstvo, da imam tudi tako prijazne ljudi, ki so pripravljeni pomagati tistim, ki so pomoči potrebni. Prav to namreč, da ljudje sami priskočijo na pomoč tistim, ki jo potrebujejo, pa je tudi hvalevredno dejanje. Študenti Višje šole za gostinstvo in turizem so se v solidarnostnem projektu Vzemi si čas za nas povezali študenti Višje strokovne šole za gostinstvo, wellness in turizem Bled in BITS Ljubljana. Na razstavi ob koncu projekta so predstavili poklice, ki jih delavci opravljajo v stiku s strankami, a ob tem je velikokrat njihovo delo obravnavano kot samoumevno, brez zahvale. Projekt Vzemi si čas za nas je večplasten, v osnovi pa kaže na turistične in sorodne delavce. Namen tega projekta je bil, da mi se zahvalimo turističnim delavcem, tudi same se dekleta izobražujemo za to področje, se pravi za področje gostinstva in turizma. In pač namen projekta je bil, da ljudem pokažemo, da smo pomembni, da ni to samo, da ti prideš na kavo, da moraš nek odnos imeti do nas, da mi smo tam za ljudi, mi delamo srcem, zato se odločamo za ta poklic in v bistvu se nam je zdel ta projekt zelo pomemben, da ga izpostavimo tudi medijem, širši javnosti, zato smo se odločili za razstavo fotografij, da si lahko ljudje res ogledajo vse. Na vseh fotografijah je oseba barvna, ozadje je črno-belo, se pravi, to je bil naš namen, da se izpostavi oseba in njegovo delo. Nekatere delavce se vidi, drugi delajo v ozadju in niso tako opasni. Greš v terme, dobiš zelo okusno dobro hrano, zahvališ se vedno natakarju, zelo dobro je bilo, pozabiš, da je to skuhal kuhar, ne? Zato smo tudi fotografirali in kuharje in prevoznike, se pravi avtobusarje, rentakar podjetja, turistične animatorje in vse te poklice, ki jih mogoče, ko prideš v hotel, vidiš receptorja, ne? Vse poklice, ki so pa v ozadju tega, da hotel sploh lahko posluje, so pa nekako pozabljeni, tako da smo probali zajeti veliko poklicov. Mentor študentov v tem projektu je še posebej izpostavil, da gre za velikokrat spregledane delavce. Smo ciljali na delavce, ki opravljajo operativno delo, ki so v direktnem stiku z strankami, ampak jih zelo pogosto spregledajo
spregledajo ne samo menedžeri, ampak jih tudi spregledajo zelo pogosto turisti. In se včasih sami kot turisti ne zavedamo pomena njihovega kakovostno opravljenega dela. Izhajali smo iz tega, kaj se je v zadnjih 2 letih dogajalo na področju turizma in gostinstva. Vemo, s čim se je soočal turizem, s čim se je soočalo gostinstvo zaradi pandemije COVID-19 in ravno iz tega smo izhajali, iz situacije, v kateri se trenutno nahajamo. Hoteli smo dati večji poudarek delavcem, ki trdno in kakovostno upravljajo svoje delo in vztrajajo še naprej na področju gostinstva in turizma. Ker vemo, da je v času korone veliko njih spremenilo svoj poklic, so bili temu prisiljeni. V samem projektu so združile moči 3 višje šole iz Slovenije. Mislim, da je zelo pomembno, da se sploh na tem področju gostoljubja, turizma, kulinarike in gostinstva povezujemo med seboj. V Sloveniji na tem malem prostoru 2 milijonov ljudi deluje 8 višjih strokovnih šol za gostinstvo in turizem in te 3 največje, ki sodelujejo pri projektu, torej Maribor, Ljubljana in pa Bled, imajo nekje 85% vseh študentov in skupaj smo lahko tudi boljši. Res je, da smo na marsikaterem tekmovanju konkurenti, veseli, če seveda prineseš domov več medalj, kot jih je kolega z druge šole, pa vendarle pri takšnih projektih, ki služijo promociji gostinstva, turizma in pa predvsem poklicev, mislim, da moramo skupaj stopiti in skupaj pokazati Sloveniji, da je veliko ljudi, o katerih se ne govori in da je pomembno, da so tudi ti tu ali tam izpostavljeni. Obiskovalci razstave se tako kot študentke zahvaljujejo vsem spregledanim delavcem. Včasih kar pozabimo na njih, ne? Premalo so videni in koliko vem tudi slabo plačani. Ne? Pa mislim pa, da je naša prijaznost dovolj. Ne? Znajo biti vedno dobre volje, prijazni. Tako da smo gostje pravzaprav vedno zadovoljni. Ne? Upam, da so tudi oni. Vidi se, tu pri eni gospe je bil tak nasmeh, tako da res mogoče oni želijo nam samo pomagati. Včasih mi mogoče tega ne vidimo in se spravljamo mogoče za brez veze na te ljudi, ampak mislim pa, da že z nasmehom, ko nam dajo nasmeh, že s tem, če ima kdo slab dan, mu lahko polepšaš dan, tako da že ta malenkost je zlata vredna. V projektu pa opozarjajo tudi na to, da delavci v turizmu in gostinstvu velikokrat niso cenjeni pri delodajalcih. Študentke, ko so fotografirale te nevidne delavce, so zelo pogosto prihajale v situacijo, da so oni bili navdušeni. Joj, kako ste se spomnili ravno nas, super, da ste se spomnili na nas in tako naprej in tako naprej. Tako da še ta vidik projekta smo nekako pokrili. Spregledanost strani turistov, spregledanost strani delodajalcev, pa mogoče nasplošno spregledanost oziroma nevidnost. In ravno zaradi vsega tega skupaj so se jim želeli tudi iskreno zahvaliti. Ob 20. uri ne pozabite oddaje Dialog. Tokrat bo gost generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor, Aleksander Brunčko. Aleksander Brunčko, generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor, po poklicu magister poslovnih ved, zase pravi, da je Rošan, predvsem pa Pohorc. Ti veljajo za močne in žilave ljudi. Ja, res je. Jaz se še posebej deklariram za Pohorca iz tega razloga, namreč moj oče je rojen v Lovrencu na Pohorju, kjer sem tudi jaz nekaj časa živel. In ne glede na to, Rošani, tako kot ste rekli, živimo neposredno pod Pohorjem. Ti opisi vsi držijo, ki ste jih navedla, s tem, da bi jaz tu še nadgradil, da smo zelo trdokožni, tudi da se ne pustimo zavajati. Svojo kariero je začel po končanem študiju v družinskem podjetju, nadaljeval v trgovini z avtomobili in pred 15 leti svojo pot nadaljeval v Dravskih elektrarnah Maribor. Leta 2005 sem bil imenovan v nadzorni svet Dravskih elektrarn Maribor kot namestnik predsednika takrat nadzornega sveta. In seveda po 2 letih udejstvovanja sem pač nekako spoznal energetiko, spoznal to področje in takrat sem začutil, da bi rabo pač neke nove izzive, da se umaknem iz trga avtomobilizma. Tako že 15 let deluje na vodilnih položajih v DEM. Poleg tega pa ga je začela zanimati tudi politika. Najprej na lokalnem nivoju, zdaj se je podal v boj za poslanca. Zato, ker sem predvsem videl to, da je treba povezati znanje in poznavanje iz gospodarstva z politiko.
In zato, ker sem se na tej svoji poklicni poti ravno tu v Dravskih srečal z temi vsemi birokratskimi postopki, ki jih želim spremeniti, zato ker prehajam čez 50 let in čutim, da moram dati še tudi na tem področju nekaj iz sebe. To je več teh komponent je nastopilo in zato sem se odločil tudi, da kandidiram oziroma pač sem bil prvo evidentiran in na koncu v naši stranki eden izmed 88 kandidatov za poslance. Ne zamudite podrobnosti. Danes ob 20. na BKTV. To je za danes vse v oddaji Občinski informator. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam le še lep preostanek velikonočnega ponedeljka in nasvidenje.